Super, najlepša hvala, Nina. Ja, majčkeno imamo zadrego, se mi zdi, novinarji, ko se znajdemo v taki situaciji, da se od nas pričakuje, da stopimo pred kamero, pred ljudi. Nekako smo navajeni držati mikrofon pa vprašati, ampak ko moramo pa mi kaj odgovoriti, jaz moram priznati, da mi je bilo vedno precej bolj težko na tej drugi strani. Tako da najlepša hvala, da ste se odzvali po vabilu in danes prišli v našo družbo. Govorili bomo seveda o lokalnih novicah, o kranjskih zgodbah, o kulturi mesta. In jaz moram reči, da ko sem prišel na nacionalko, v bistvu ena prvih stvari je bila, da sem zvedel stavek lokalna novica je kraljica. To zdaj mislim, da je tudi moto oziroma slogan Gorenjskega glasa, če se ne motim, ampak takrat nam je urednik tednika enostavno položil vse časopise iz vseh koncev Slovenije in rekel, tukaj so vaše zgodbe. To so vaši raziskovalni novinarji, to je tisto, o čemer bi morali gledalci v celi državi nekaj izvedeti, ampak je mogoče zgodba ostala majčkeno spregledana, dajte se osredotočiti na to. Zdaj, jaz verjamem, da vsi trije dobro veste, kako pomembno je seveda ta lokalna novica oziroma kako pomembno je, da te lokalne novice prenesemo tudi na državen nivo. Jaz imam za začetek za vas kratka vprašanja, s katerimi upam, da vas majčkeno boljše spoznamo, ker najtežje je googlati novinarje. Jaz sem najdel vse članke Igorja Kavčiča, ampak kakšen članek o Igorju Kavčiču najdete, moraš iti na 11. stran Srča. O Silvu Plavcu sem najdel ene dva kratka intervjuja, Marjeta tudi ene dva intervjuja, ampak kaj več se je pa v bistvu kar skrival. Tako da za začetek imam kratka vprašanja, pa Silvo, kar če lahko primeš mikrofon, boš odgovoril kot prvi in potem predaš mikrofon proti Igorju. Se spominjaš prvega prispevka? Kaj je bil prvi prispevek, ki si ga posnel v sklopu RTV Slovenija? Ja. Dela? To je bil prispevek, o? To je bilo za studio Ljubljana, s Hudečkom sva šla na Ljubljanco in sva šla delati, kako je pogled Ljubljane iz Ljubljanice, se pravi iz reke gor. Se pravi en tak poseben pogled, ki ga ljudje ponovadi ne grejo, ki se sprehajajo po mestu, ampak je bil ta spodnji rekurs je bil zelo zanimiv. En čist poseben. Leta 88, če sem si prav zapomnil? Jaz sem večkrat bil še asistenta, to se pravi samo snemanje, ki sem ga jaz delal, to je to, o katerem zdaj govorim, je bil 5 let kasneje. Wow. Ja. Okay. Tako da 5 let sem bil asistent, sem se učil od svojih mojstrov, velikih filmskih umetnikov, ker naša skupina izhaja iz filmske skupine, zato se imenujemo snemalci. Tisti, ki so v studiu, so pa kamermani in ta razlika je tudi pri nas tako deljena, v svetu tega ni. Hvala, Silvo, da si to omenil, ker nekoč se mi je zgodilo, da sem enemu izmed kamermanov v studiu rekel snemalc, joj, grozen. In še hujše bilo, če si rekel snemalcu na studiu, na terenu kamerman. Tako da nujno je treba te dve stvari ločiti, če boste kadarkoli šli z komarkoli, ki ima kamero v roki ali v studio ali pa na teren. Marjeta, se spominjaš prvega prispevka, o čem je bil? Čaka televizijskega. V bistvu bi šel raje v tiste otroške, mladostniške dni, v sklop kakšnega šolskega glasila. Je bil kakšen članek, ki je dal vedeti, jo, jaz bi bila pa novinarka? Škaj, jaz se ne spomnim. Jaz sem prvič nastopala na radio, ker sem bila vprašana in to preden sem šla v šolo. Zdaj že pokojna, krasna Miča Lesja, ki je imela eno oddajo Pionirski tednik na radiju, 100 let nazaj. Ampak ker je bila doma iz Tržiča, pa je bila pri nas v bloku in je vsake toliko časa prišla in ko je pripravljala oddajo, je rekla, to bi pa lahko ti nekaj rekla meni. In me se je tako fajn zdela, da mi je tak mikrofon pod nos dajala. Skratka, in sem povedala, ampak ta intervju ni bil prav dober, zato ker sem rekla, da nočem v šolo. Da znam pisati, brati in vse, ampak nočem v šolo. Ampak na ta istem, to je bilo objavljala na Tržiškem radiju, kjer je tudi imela oddajo in na tistem radiju sem jaz potem v ta isti oddaji, kakšne par let potem, mislim, da v 3. ali pa v 4. razredu sem brala proste spise, ki smo jih pisali v šoli na radiju. Tako sem začela na radiju delati. Kdaj sem imela potem, mislim, da v 8. razredu
smo neke radijske oddaje delali. Potem jo je enkrat sredi oddaje, ki sva jo skupaj z Bojanom Veselinovičem skupaj delala, ni več prišel noter, ne, med pavzo, ne, med muziko, smo šli ven iz studija in potem je bila že rdeča luč in jaz sem bila sama v studiu in potem, ne, treba govoriti, ne, če je rdeča luč. No, skratka, in tako mi je pustil eno oddajo, ker je on imel že eno drugo. Prvi televizijski prispevek je pa bil leta 91, po mojem, na kanalu A, in to nekje jeseni. Delala sem pa nekaj v predvoru, po mojem, da je bilo neko gospodarstvo. V bistvu bila še ena taka hecna, ker seveda sem bila navajena radijskega dela, ne, in seveda sem vse zdrdrala, pa za sliko nisem mislila nič in tako naprej. Tako. Kako se stvari začnejo? Se mi zdi, Tako nekako se začnejo, ja. brez previsokih ambicij, ampak enostavno te kar posrka, kar naenkrat je luč prižgana, Ja, me ti pa si je, tam. ne, me pa je, no, mi je bilo pa tako, ne, v osnovni šoli me je zanimalo, ja, seveda me je zanimalo, jaz sem v bistvu nekje od 6. razreda skozi stalno delala v Tržiču na radiju, ne, vsa poletja, še kaj vmes in tako naprej, tako da, tako me je potegnila, ne. Sicer me je še kaj drugega zanimalo, no, ampak pa sem kar pri tem pristala. Super, hvala za uvod. Igor, se spominjaš prvega prispevka, o čem si pisal? V bistvu moj novinarstvo se je začel v 3. letniku srednje šole. Jaz, ko sem šel v srednjo šolo, mogel sem hoditi v Škofjo Loko, ker je bilo usmerjeno izobraževanje, čeprav sem rojen Kranjčan, in sem z namenom, da bom arheolog. No, v 3. letniku pa ne vem, so bile mediteranske igre ali nekaj takega, gledamo, ne vem, Darjan Borut Petrič je plaval, ne, je bilo to kasneje, ne vem. V glavnem ta napovedovalec, ruke ti se pozlatile, to bom jaz delal, to pa je športni novinar. To pa mislim, da so bile mediteranske igre v Splitu. V Splitu, tako. Ja, to je bilo pa po moj 83, če se jaz prav spomnim. Se pravi, drug 3. letnik je bil to moje srednje šole. No, ampak v tistem času, ko je mladina rasla za SMS, smo imeli tukaj v Kranju eno glasilo Naprej, mladinsko, in tam smo se res dobro vadili. No. Tam smo delali nekaj finih stvari, recimo jaz sem naredil intervju z enim požgajem, ki je bil na Golem otoku. V tistem času sem tudi mladino prodajal v Tržiču, ne vem, kdaj je prišla kupiti mladino, tam pred hotelom, no, tam. Mislim, hotel, avtobusna pa tam, no, tam sem moj štant. Vsak teden enkrat sem jaz po mladino tam prodajal. A ni, a kva je bilo tam gor? Nebotičnik. No, tam v tistem križišču, preden greš na Partizansko. No, ampak, ko smo bili tle v Kranju, to ne treba prodajal, on pač ni z novinarskih vod bil. Ne, zunaj štancem v misto in sem prodajal in diarejo in vse to, no, tako da, ja. Zmeraj je hodila v nakupec s kombijam s temu Volkswagenom, ta starmo, kaj je bil njen mož trener smučarjev, to, ne, to jih ti bolj poznaš, Trčiča, ne. No in tega požgaja Tone je bil v Kranju in jih ne, ja, jaz sem bil pa na Golmu, daj to pa nared. In jaz sem naredil kar dosti dober intervju takrat. Ja, mislim, ne, sem že proti faksu šel, to je bilo po vojski, po moje že, no. No, ampak, in pol je, takrat smo še natipkalen stroj, seveda Edix vmes, en papir, Edix pa drug papir, pa doma sem tapkal to. No in ta intervju bil kar dober in pol, med študijem sem že tudi naprej delal, pa tudi sem in tja kaj za glas. Štipendijo sem imel, ker jaz iz vojske sem mami domov poslal iz Črne Gore, daj tole me parjav, razpis je, bo štipendijo na glasu dajo, daj me parjav, in sem nekaj napisal in smo parjavili in sem dobil štipendijo. Spomnim se pa enega prvih takih intervjujev, no, ki je bil recimo z Jožefom Školčem, ki je bil takrat predsednik ZSMS leta 1989.
Petra Škofičeva, tudi iz Kranja, sošolca sva bila in skupaj smo naprej delali, je pa zrihtala ta intervjujček. Ne. Ja, no. In jaz sem dobil celo stran v časopisu, tam kar eden, no. Mislim, to je bilo meni ful dobro. No. Ne, čez celo stran časopisa, seveda, ja. In povedal je, da nima izpita in mislim, da ga še zdaj nima za avto. No, pol je bilo pa tako naprej počasa. In na glasu je bilo zmeraj dosti dela in tudi še zdaj ga je. Mogoče sam še ta podatek, no, ko sem bil nekaj časa tudi v Študentu, v Rožni dolini in v tistem času smo delali najave na radio, ne, kaj bo danes v Gorenjskem glasu. In ker mobitelov ni bilo, sem jaz na telefonsko govorilnico tam pri menzi v Rožni dolini, une po 5 dinarjev sem mu, pa sem jih zmetal tokle not, pa ne 5-6 radijev sem se z govorilnice javil. Ne. Vse so bile ne 3-4, pa se je že naredila vrsta, mislim, kot ta skero govori toliko cajta, ne. Jaz sem rekel, sam še enega, sam še radio Tržič, ali pa ne vem, kaj še je drugega, no. Tako. No, pa sem se pač začel honorarno na glasu in zdaj pa že več 30 let pa redno na glasu. Zdaj, glede na to, da imate vsi seveda že desetletja kilometrine za sabo in en kup enih izkušenj, mogoče, Igor, najprej vprašanje zate, kdaj se ti zdi, da je v Kranju nek tak vrhunec dogajanja? Kdaj se ti zdi, da Kranj je najbolj v središču neke pozornosti tudi slovenske javnosti? A je kakšen, jaz imam občutek, vedno rečem, da 8. februar je po mojem dan, ko se dnevnik začne s Kranjem, ne vem pa, če je še kakšen tak dan. A je še kakšno obdobje, ko veš, da je v bistvu novica iz Kranja ni samo lokalna, ampak že takoj zanima vse? To je takrat, ko televizija pride pred mano, ne? In zvečer je že vidim po televiziji. Ne? Recimo, letos sem bil jaz, sem vaju oba prehitil, halo. Ja. Drugače so RTV First, ne? To je, mi smo pa drugi, ampak v redu. Mislim, da bo tudi malo lažje, Marjeta mora kakšno stvar v minuto spraviti, jaz sem pa cela stran prostora. Ti si na znakih, kar je res bonus. Tamle so minute pa sekunde bolkane, ja. Tle so pa znaki brez presledkov. Ja. Ja, si predstavljam, in še to, ki je v bistvu, da minuto pa pol, ko je treba, pridemo še do tja. Igor, izvoli. Sam še to, v bistvu, čakaj že vprašal? Kdaj je Kranj v središču pozornosti? To je dejstvo, no, jaz pač pišem kulturo in zame sta najbolj pomembni kulturni inštituciji, ki gresta iz Kranja ven širše, bodi si v mednarodni prostor ali pa saj po Sloveniji, to je gledališče Prešernovo in pa galerija Prešernih nagrajencev, ki je pač specializirana za Prešernove nagrajence in temu primerno je cela Slovenija vključena v tako, no, ustvarjalci iz cele Slovenije. Drugače pa zame teden slovenske drame najlepši del leta. No. In takrat dejansko jaz že 30 let, no, 20 let, odkar res pokrivam kulturo, ker sem urednik kulture tudi, takrat jaz nimam dopusta. In niti pod razno ga ne bi imel. No. Tako da... Ja, se spomnim lansko leto, ko sem te kontaktiral takrat z filmom, si rekel, veš kaj, zdaj je teh 14 dni, kaj TSD. In pa sem vedel, da to je pa 14 dni, ko se Igorja ne dotika. Marjeta, kdaj so tisti časi, trenutki, ko je najlažje prepričati v bistvu šefe, pa reči, mi rabimo še kakšno dodatno sekundo. V Kranju ne bo dosti sam minuta pa pol, dajte mi minuto 40. Ker tukaj res se fajtamo za sekunde, ne, dejansko. Ne vem, v Kranju. Smo kaj? Kdaj smo bili v središču pozornosti? Rekli smo, da je 8. februar, TSD, a je še kdaj, ko ni potrebno dodatno prepričevati, da si zaslužimo še dodatno sekundo na dnevniku? Ja, v stalnem pregledališču, ko so se preklali lani za direktorja. Ne? To je bila kakšna taka, no, Gorenjska bolnica je tudi v spredju, pa lahko narediš več, ampak zaradi tega, ker rabiš tudi druge odzive. Zato. Ampak to je kakšen tradicionalen dogodek, da bi bilo pa vsako leto, da bi prvo vedela, ok, tist imamo, ne vem, velika nagrada Kranja, a to je bolj šport, ja. To je šport. To je šport. To je šport. To je šport. Kje smo pa dejansko? TSD, TSD pa Prešernov Smen.
klej stopamo. Ja, v bistvu ne vem, če je bilo, a veš, da so čez let se sploh ne spomnim, če bi bilo kaj posebnega. Jaz moram klej zdaj še malo Jenkove Razen, dneve če omeniti. kaj? Jazz Camp, Ja, Tržnica, zdaj potem dom starejših. Silvo, ja, mogoče lahko še tudi tebe to vprašam. Se spomniš ti kakšnih takih tem ali pa sekund, ki smo jih zlahka dobili v Kranju za kakšno tematiko ali pa za kakšen dogodek, ki veš, da ga vsako leto delaš? Če je katastrofa, pa smo hitri. Ja, to je dobro. Kadar so kakšne požari, pa te zadeve, To itak. pustimo, ampak se dogaja tudi to. Koliko je bilo, 3-4 leta nazaj, ali 3 leta nazaj, ko je na Kanarčko streho dvignili. Ja. Ne? Takrat se je to zgodilo popoldan in prvi, ki je novico objavil z vsem tem, sta bila to Silvo pa kolegica od Marijete, Nina Rozman. Joj, kako bi zgoraj nekje posnela in to je pač v stavbi, kjer je tudi Gorenjski glas. Cak, smo zrihtali, skozi okno zlezali in sta lepo posnela s terase in uživo. Ja, Vklop tako. uživo. Mislim, ja, klepa so dodatne sekunde, hitro dobijo. Tukaj nisi vezan na minuto in pa pol. dejansko v dnevniku, v poročilih o 5 je bila to prva objava v medijih, v vseh slovenskih medijih o tem, da je streho dvignjeno. Žal si ne želimo, da bi se to redno dogajalo, da bi bili na novicah bolj pogosto, ampak mogoče še to vprašanje naslednje, tudi kratko. Kje izveste novice? Silvo, ko se nekaj na svetu zgodi, vtipkaš www.rtvslo.si ali zveš to na Twitterju, na TikToku? Te bolj slabše zadeve dobimo od gasilcev po Cari. To tudi nas informirajo, kar je taka. Kje pa sam dobiš Če so pa novice? neke zgodbe, moram priznati, da tudi Gorenjski glas beremo. Tudi kakšno idejo dobimo. Tako kot oni od nas, tudi mi od njih dobimo, ne? Te informacije krožijo med novinarji. Žal je vse manj dopisniških novinarjev, se pravi v časopisih jih skoraj ni več, ne? Sam še STA, ostalo se vse ukinilo, ne? Delo, Dnevnik in tako naprej. Tako da dejansko težko dobiš, ne? Neke informacije. STA moraš spremljati. Ne? To je še edini tak, ki tudi lokalno spremlja. Takrat smo pa mi edini RTV, ki ima dejansko še dopisnike na terenu v lokalnem območju. Ne? Vse ostalo so ukinili, žal. In se borimo za enkrat še, ampak ne vem, nam ne kaže, da je jih dober. Ne? Oba dva sta dala čez in bajto in dopisništvo. Kakšna je razlika med tem, če delaš na Kolodvorski, na RTV-ju, na bajti, v tistih kolektivih, v tistih odnosih, v tistih nadstropjih, kjer se vsa uredništva med sabo mečken mešajo, če ne drugače v 5. nadstropju. Če to primerjaš z enim blagodejnim občutkom najbrž miru v majhnem dopisništvu v Kranju. Tak občutek sem imel jaz. Ampak glede na ta smeh imam občutek, da sem se zelo zmotil. Ta občutek je malo vrljiv. Vrljiv, ok. Razloži. Moram priznati, da v Ljubljani je tako, tam si eden od snemalcev, ki pokriva vse, se pravi vse redakcije, od šport, kultura, dnevno informativne, vse, kar se možno. In potem si planiran od do in je delovnik dokaj predvidljiv. Ne? Se ve, kdaj se konča in tako naprej. Samo to veš. Ja. V bistvu, ja, veš, kdaj se začne in konča. Ta del je. Mečkam bolj predvidljivo je vse skupaj. Delaš pa za vse, se pravi zelo pester nabor, ne, imaš informacij. Tle smo dopisniki, delaš tudi vse, ne, ampak urnik pa ni se ne ve, kdaj bomo končali. Ne moreš se napisati za 8 ur na dan in računati, da teh 8 ur je, ko bo streha odletela, lahko samo teh 8 ur leti. Smo zelo, se pravi, fleksibilni glede tega. Sem tudi po noč letel, ker je bilo treba, ne vem, kada so se stvari dogajale po noč. Tako da tle je bolj fleksibilno. No. Marijeta, je kakšna prednost, ki jo je pozabil, mogoče si omenil oziroma? Bistveno je pozabil. Če je snemalec v bajti, potem je 8 do 16, na vsake 2 ure, ko gre na en teren, recimo na 2 uri, vsakeč dobi drugo novinarko ali pa drugega novinarja.
v dopisništvu ima pa od jutra do večera eno in isto. Iz To dan tedna na v dan. teden, iz meseca v mesec, iz leta v leto. Res. Že nekaj. In to je ta prednost, na katero je Silvo te hotela Marjeta spomniti. Ne, to zdaj, to ne vem, če to ni prednost je, no, ali pa tudi ne, pustimo to. To ni. Ne, zdaj, razlika med bajto pa zdaj. Zdaj pravzaprav ne vem več, zato ker sem pa zdaj pa že jaz tudi, po mojem, tudi že 9 let ne hodim sploh nič več v Ljubljano. Mislim, ne delam nič več v Ljubljano. Tako da ne vem več, kakšna je razlika. Ne. Včasih je fajn, ne, včasih ali pa v Ljubljani reče, blagor vam, sploh ne slišite, pa ne veste, kaj se dogaja. Ne. Ampak ne nazadnje tudi vsak telefon, ki ga dobiš z Ljubljane, ne, malo dobivaš tiste energije iz Ljubljane, ne, negativne. Ne, Ja, jasno, pa, takoj vem, ta še energija kakšne. ni mišljena kot nič pozitivnega, ampak samo kot kup komplikacij. No, to je to, ja. In bistvena razlika je tudi v tem, ne, da snemalec v Ljubljani posname, pusti material tam in potem novinar montira z montažerjem in drugimi in tako naprej. Tukaj delaš pa vse. Voziš avto, nimaš asistenta, snemaš, se pravi slika, tudi za ton skrbiš, ker tam je malo asistenti pomaga, recimo. Tle imaš montažo, se pravi greva z novinarka v montažo, tlele v Kranju zmontirava in končni izdelek pošljeva v Ljubljano, tako da on sam še pritisne na tipko. Mislim, minuta 30 mora biti narejena. In za isti izdelek je v Ljubljani, recimo na pamet, bom rekel, pa se ne bom veliko zmotil, 5 ljudi angažiranih, Ja. v Kranju pa 2. Ja. Ali pa 1. Plus ti, Fotko narediti za MMC ali ne vem zakaj že. Še fot- tudi vklope imamo zdaj. Ne? Zdaj daš ti na kamero nek škatlico, ne, in se vklapljaš v živo, lahko, tako kot si rekel, iz strehe gor, iz nekje se nekaj zgodi, ne vem, vreme, tam je bil zdaj vetrolom, šla Nina gor in to je vklop. Se pravi, doskrat delamo iz Planice vklope, ne, se pravi, se v živo javljava iz Kranjske gore, Vitranske. Tle je dosti teh punktov, kjer moramo pokrivati in je to samo en človek za te. Igor, kako je pri tebi, kar se narave dela tiče? Delo na terenu, delo v pisarni, delo od doma? Ker načeloma imaš to svobodo. Jaz sem si vedno, mečkeno moram priznati, da sem bil fovš ves čas novinarjem, ki ste pisali. Zato, ker pri nas se mi je zdelo, da si, ne zaradi tega, ampak zato, ker se mi je zdelo, da moj prispevek je sestavljen iz 2 nadstropij. Eno nadstropje je ton, drugo nadstropje je slika. In ko imaš ton že zmontiran, imaš občutek, da vse ful fajn, pa mora se pa še eno sliko zafrkavati. Medtem ko pri časniku se mi je pa včasih zdel, joj, koliko lahko olepšam nekoga, ki skozi govori se moti, mu mogoče kakšno besedo olepšam oziroma naredim drugače. V čem sem se vse zmotil in imel vrljiv občutek? To je vsekakor res prednost. A ne? Jaz ravno prejšnji teden sem delal intervju z Vesno Pernarčič, sem sedela v enem Marišu, tam v Ljubljani. In jaz zdaj sem se naučil to in na teh Teamsih se da intervju, ga naložiš in ti intervju ga ni treba preposlušati, ti ga v tekst spravi. Ampak ga spravi, Bog pomagaj, ne? Ker je bilo to v kafiču in je bilo en kupenih šumov, pa stroj za kafe, pa in je bilo spoken noise večkrat vmes in kakšna beseda, če malo pomomlja kdo, tako kot jaz, no, se ni slišalo dobro in sem mogoče v intervju še enkrat preposlušati, pa še enkrat skočiti skozi tisto, kar je bilo prevedeno v, Ja. No. Ne, je pa tako, no, izdelek jaz zelo rad delam s Tino Dokl, no, ker se vedno potrudi, no, in zame je izdelek, ki ga mi ven spravimo, delo mene, fotografa, da ne rečem tudi tistega, ki postavlja, kako je postavljeno, konec koncev lektorce, ki prebere to, da je tako, ko se zagre, jaz sem vejce šele v 5. naredil na faksu, se mi zdi, pri Koroscu sem bil zelo slab v vejcah. No, in to je skupno delo, a ne, recimo v Kranjčanki, zdaj ta zadnjo, no, s Petrom Horčič so delali lastin intervju, so top fotka, ona zna vsaka človeka slikati, se zna poglobiti vanga in tako, no, in tudi intervju je to lahko boljši, če so slike boljše. Je pa fajn, no, ko imam več časa za pisati, ampak Boga, kje drugje zmanjka,
a ne. Jaz sem stalno v stiski s časom, tudi domači vejo, ker delam počas, razmišljam, zbrišem, napišem in to. Preveč časa imaš in zato se to lahko Ja. Mislim, da je to lahko, evo, nekaj pozitivnega iz tega potegneš, da imaš dovolj časa, da si lahko Se prvošiš lahko prvošim. daljši In član. pol mi šefi v službi rečejo, ko jaz imam še 8 dni lanskega dopusta. Ja, očitno ga imaš preveč. Ja, mislim, da ne bi kakšno besedo. Pa si, Nimam ga preveč, dopusta ni nikoli preveč. Še vidva pove, koliko ga imava. Lanskega. mislim, da je Silvo že s tem odgovoril, ker je uf. Še par kratkih vprašanj. Kateri dan v tednu imaš najraje? To moraš iz prve vsekati, kjerkoli bo. Zdaj pomislim. Vse dneve imam rad. v Vse. bistvu. Bom rekel tudi ponedeljek in četrtek, ki je dan pred izidom časopisa. Na to Ker je so cilj. vsi dnevi pač zanimivi, take, ki so. In skozi bolj pa mi tudi čez vikend veliko delamo, sedimo doma, pišemo gor dol. Tako da, ne vem, vse dneve imam rad. Bom popravil. Ali imaš vsak dan v tednu enako visok pritisk? A sta ponedeljek pa četrtek je bolj stresna, zaradi tega, ker je dan pred torkom in petkom? Še zmeraj 80-120, tako da s pritiskom imam jaz zelo urejen, no, moram priznati. Okay. Ne, ni nikoli take živčnobe, da bi rekel. Ne, jaz sem relativno flegman, kar se tega tiče. In tudi v zadnjih minutah, ki naredim, dosti krat me čakajo, no, na časopisu. Zdaj ne več toliko, ampak v preteklosti, pa je ta znameniti stavek pride na dober, je treba zmeraj počakati. Ne. Tako da pol počakajo. No. Upam, da se Gre, ne no, zgodi, nekako. ko plača pride, da potem spet ta stavek slišimo. Ja. Marjeta, kakšen najljubši dan v tednu, kar se tiče dela, je petek bil fajn, zato ker je bilo konc ali Ker je bil ponedeljek, konec. ker se je začel? Ne. Ta teden je dober dan sreda, a ne? Zato, ker je konc, ker sem četrtek, petek prej. To se pravi, je nekaj na tem, da Ja, no. Ne, mislim, ni. Jaz moram reči, da v bistvu je dan tak, kakršen si ga po mojem zjutraj zastaviš pa narediš. Tako. A veš, v bistvu, lej, delati je treba, delaš, pa poskusiš ga narediti takega, da je dober vsak. Ne glede na to, ali si na šihtu ali si frej. lepo slišati, upam, da si to zapomnimo za, če ne drugače, ponedeljek ali pa že za jutri. Silvo, kakšen poseben dan, ki je izstopal, ki je bil vedno fajn, petek pred vikendom ali tudi Petek je zelo hektičen. Ne. Doskrat še kaj naredimo za to, da je čez vikend pol objavljen. Tako da petek je tako. če bi že bil četrtek? Včasih ga stisnemo, ker še zelo do pozno večer še kakšno stvar delamo. Tako da vikendi so tudi lahko delavni, ne, se smela vikend delavni. In tako da dežurstva so doskrat je, v bistvu dogodki so čez vikend, doskrat. Ne. Tako da sploh razne te športne prireditve, ki jih tudi informativno pokrivamo, ne samo športno. Kar pomeni, da dejansko si ne želiš, ni zdaj sobota, nedelja nekaj, ko si kot novinar prost. Daleč od tega. Ja. Ponavadi imamo v bistvu takrat, ko je več dogodkov, tudi več dela. Ne. Več dela. Ampak fajn je, če na koncu rečeš nekaj dobrega smo naredili. Ne. Zgodba, recimo sploh, če so fajn zgodbe, so lepe zgodbe. Ne. Silvo, je bil kdaj kdo na drugi strani kamere ali pa seveda tudi mikrofona, ob katerem si imel mečken treme ali pa si se počutil neverjetno ponosen? Na koga bi recimo zdaj se spomnil, če bi mogel izpostaviti neko znano osebo, ki si jo imel priložnost snemati? Pa mene znane osebe, mislim, dobro, se ne navduševal nad njimi, ali pa tako ne. Pač bil sem blizu od najhujšega berača Klošarja do predsednika, recimo tudi bilo je srečanje, tle Bush Putin, pa smo bili. Ne. Si kdaj komu rekel za avtogram? Ne. Ne, ok. Ne, Si se to mi ni- kdaj s to kom mi ni- slikal? To mi ni nikoli, ker drugače jih jaz jemljem kot navadne ljudje, nič drugega. On ima pač titulo, neko odgovornost in to je to. Ne. Putin se je skoraj zaletel vame takrat gor na Brdu, ker jaz sem bil za vrati in oni so ga narobe obrnili. Pa nisi rekel, pazi malo. Ja, Ja, pazi malo, kle bo zdaj Putin šel, čakaj, škoda, ne moreš kar tako. Ampak
zdaj. Ampak Pazi. pustimo. To je res. V bistvu vedno smo bili zelo protekcionistični do naše opreme. Bog ne da, da ti je kakšen mikrofon padel, si To pa hitro si slišal, gor. koliko stane. Ja, kamera je tako, kot ena punca, ki čuvaš, ne, Bog ne da, da se je kaj zgodi. Definitivno. To je, Marjeta, kakšna znana oseba, ob kateri si imela majčkeno treme, ali pa je bilo toliko teže zastaviti vprašanje, a si koga prosila za avtogram, si jih kdaj fotografirala? Ne, to nisem, dobro, morda so me kdaj slikali. Ne, jaz sem doživela že, da recimo tudi od predsednikov, unih tretjih, raznih, do ljudi od vse povsod, ne, ker delamo vse. Edinkrat pa tako, v bistvu nam rekla slab, ampak v bistvu mi je dal misel. Jaz bila tudi v Afganistanu, ker sem dolga leta vojsko pokrivala, in to ne dvakrat. No in z enim generalom, v bistvu kao načelnik afganistanske vojske, smo bili pri njih na enem obisku, pa nek intervju. V meni je bil tudi kolega Tepina z Popa. In je bilo tako, ne. Takole smo sedeli na nekem vrtu, možakar je govoril angleško, ker je bil, najprej se je šolal v Berlinu, še v vzhodni Nemčiji, so ga Rusi šolali, no potem zdaj, ne vem, v zadnjih, to je bilo zdaj 20 let, 15 let nazaj, so ga pa šolali v Angliji, ne, ga je pa NATO šolal. Skratka, govoril angleško in tako naprej, ampak seveda, jaz mu postavljam vprašanja, on me niti pogledal ni, je ves čas gledal Jureta, ne, še enkrat, ne, pa dobro, še enkrat nekaj te vprašam, pa kar mu nekaj odgovarja, skratka, ni mi hotel odgovarjati, ne. Tako da sem v bistvu, zadnji trenutek sem se za jezik ugriznila, da sem v slovensko rekla, pa dobro, da ga ti sprašuj, ker lej, mene sploh ne šmirgla, ne. Ampak sem že v angleščini sem mu hotela reči, ne, hvala Bogu sem se ustavila, ne. No in na koncu tega intervjuja, ki mi je šel na živce, ne, ker se pač tako obnašam, tak odnos imajo, ne. Na koncu intervjuja me je pa povabil v pisarno. V redu, ne? In potem seveda gresta dva naša vojaka z mano, ker tisti njihovi vojaki so bili vse šmajserji in tako naprej. Res ni bilo prijetno, ne? In naš vojak se me je držal takole, sva hodila, kakor da je bila najbolj zaljubljena. In je rekel pred pisarno in moral zunaj ostati. In sem šla zelena, moram tisto pisarno, in rekel, used se, in sem se usedla, in pa se tresem, pa pravi, spredala vzame, pravi, to je pa en gift, ne, kakšen, skratka, Naruto mi je dal, ko sem jo potem odprla, sem rekla, to, je rekel, ne, zdaj ni treba, prej bi se morala pokriti, ne. No, ampak to je bila ena taka prijetna ali pa, mislim, ne, poučna izkušnja, ne. Kako pa recimo zdaj, ko je precej teh nekih napadov na novinarje, novinarke strani znanih osebnosti, če pač najprej se spomnim in na Trumpa in mogoče tudi na slovensko dogajanje, na kakšen način se odzoveš, pa kako se počutiš v bistvu tudi kot kolegica teh ljudi ob kakšnih napadih strani vplivnih političnih predstavnikov? V bistvu je žalostno, najbolj žalostno pri vsem se mi zdi, da smo kar vsi tiho pri tem, bolj kot ne, ne? Da je stanovska organizacija tiho, da so vsi naokrog tiho. To je v bistvu tako, no, to te malo žalosti. Tle se vendarle mogli dvigniti vsi, a ne? Zelo jasno povedati, a ne? Saj tam, pač v Afganistanu to razumeš, a ne? Tam je bilo vse jasno, pa hvala Bogu, da se je to dogajalo 15 let nazaj, a ne? Ker ne vem, kako bi bilo, danes se to ne bi zgodilo, ne? Čeprav, a ne, v Afganistanu je bila tudi ena zelo lepa, a ne? Kako ustaviš promet? Kako? Blondinka ustavi promet sredi Herata. V bistvu, tako da gre čez cesto. Tako da gre čez cesto. Pa policaj takole stoji, pa vsi stojijo, pa vsi gledajo. Pa naši vojaki na laž, ki so to opazili, avtomobile začnejo premikati, kar pomeni, da nisem naredila 50 metrov, ampak sem jih naredila 150.
Dobro, da ni bilo še tiste afganistanske rute, sicer Ne. promet ne bi bil ustavljen. Igor, kakšna znana osebnost, s katero si se ti fotografiral ali pa prosil za avtogram? Ja, kar nekaj, predvsem iz sveta kulture, a ne, z raznimi režiserji, recimo Oliver Frljić je bil en takih, ki je delal Izbrisane pri nas. Imaš shranjen ta avtogram kje? Ne, slikco. Slikco. No, ja, ja, kar se avtogramov tiče, pa zanimivo. No, jaz mnogo let nazaj se mi to tako zdel, kar nekaj. Ne. Zdaj, starejši sem, bolj se mi fino zdi pisatelju, pisateljici, avtorju poturiti, da se mi signira noter. Recimo Zoran Smiljanić, vseh 16 stripov njegovih je kaj narisal. No. Tako da, in sem ponosen na to in to je na veliki moji policiji stripov. Sem pa recimo, no, kakšno leto, dve nazaj, jaz sem tudi tako dosti rock glasba, meni všeč punk in to, ne. Ko je pesniško zbirko Kostić Cane od Party Breakersov predstavljal v Kranju, je on je tak nepredvidljiv tip sicer in se a ne, jaz to nesem podpisal, nič, bom probal. Pol na koncu, Cane, ili može da se potpiše avtogram in to? Pa kako da ne može to? Zdaj se oddahnil. No. In imam slikco doma in imam lepo napisan, da ne vsak dan eno pesem preberem in sem kar nekaj cajta to počel, tako da je zbirka šla skozi, pa so fine pesmi, berem pa te pesmi tako, kot jih on poje v Party Breakersih, mislim, z isto dikcijo, z istim tonom. To je zanimivo. Drugače pa tako, veliki ljudje, znani ljudje nikoli ne delajo razlike med velikim medijem ali pa enim lokalcem, pač povedo to, kar jih jaz vprašam, ne zdi se jim za malo, da smo mi samo Gorenjski glas v navednicah in to mi je super. In takih ljudi, tisti, ki res imajo kaj za pokazati, jih je kar dosti. Jo, zdaj sem spomnil na eno mojo anekdoto iz enega koncerta v Avstriji, na nekem velikem festivalu smo bili, takrat sem bil kot RTV Slovenija, jaz tam akreditiran, sem si mislil super in pride Prodigy in prav ta njihov, veš kaj, samo en intervju bojo dal, pa sorry, so že zasedeni, Gorenjski glas je dobil prednost. Opa. Sem mislil, kaj? In dejansko se je točno to zgodilo, so oni rekli, nam je RTV Slovenija, se zastopimo, javni mediji ste, ampak pač gledali nam je pa Gorenjski glas čisto isto. Tako sem bil jezen, ampak ja, dejansko je, sorry, v enakovredni 90-ih smo. se je recimo v dvorani Tivoli bilo kljub znanih koncertov, tudi na predzadnjem koncertu Nirvane so bila z Janezom Pelkotom, s fotografom, in tam smo mi dostikrat dobili fotopas za fotografa, ne vem, televizija, kakšen stop ali kakšen tak, mogoče Mladina, ne vem, tisti, ki je pač rockersko glasbo pokril, pa Gorenjski glas, zakaj? Tudi zato, ker je Pelko zmeraj znal kakšno slikco razviti pa poslati Vidmarju ali pa še komu. No? In so bili zmeraj ti ljudje hvaležni, mi smo pa zmeraj prišli zraven. Dejansko tudi Aligator, ki ima štacuna v Kranju, sedaj je prodajal tudi karte za njih in tako gor dol. Smo bila ena taka skupina povezana, tako da ni bil nikoli problem za Gorenjski glas. In kup koncertov so tako v 90-ih naredila. Pol sem pa jaz bolj resni stvari začel delati. Prej mi je Marjeta dala dobro iztočnico, Silvo, še za eno vprašanje zate. In sicer novinarji se zastopam, da ste seveda že vrsto let nekako zapriseženi Kranju, ampak hkrati ste dali en kup enih potovanj po svetu čez. In tako kot je Marjeta zdaj razlagala za Afganistan, Silvo si bil marsikje. Zadnjič sem prebral, da si eden redkih snemalcev, ki se lahko pohvali, da je v svojem profesionalnem času prepotoval cel svet. Kar je najbrž res, mi je bilo pa zanimivo, nisem vedel, da te je zlasti Afrika očarala in to Etiopija. A nam lahko kaj več poveš o svojih poteh in o tem, kaj je tisto, kar v bistvu snemalcu prinese ta izkušnja, da gre v eno državo ne samo kot turist, ampak kot poročevalec, kot nekdo, ki bo zabeležil dogajanje tam. Ja, jaz dejansko sem, velik del, cel svet ne moreš prepotovati, ampak velik del sveta, velik kos sveta sem videl na račun tega, ker sem imel kamero v rok, ampak ne kot turist. To je popolnoma drugače, namreč greš v področja, kjer res skoraj da človeška noga skoraj ne stopla. Tako da smo v Etiopiji ravno to šli gor čist na sever Etiopije,
smo šli gledati, kjer so najdli te najstarejše človeške ostanke. Lusi recimo so tam najdli potem. Čeprav so zdaj najdli že starejše kosti spet, ampak ja, tam gore, Eritreja varianta. Ne. Tam smo naredili takrat 4 dokumentarce, še s Starletom, je bil še takrat s pokojnim Jadranom. Pa še zraven smo mogli še narediti še malo tudi samo Etiopijo, ki je res toliko pestra, da od severa, juga, ki so toliko različna, kjer ima naravne znamenitosti, hkrati zgodovino zelo bogato in samostane in tako naprej. Ampak ja, Afriki sem bil 4-krat, Slonokoščena obala, Maravi. Vedno smo delali dokumentarce, tako da jaz imam za sabo 38 dokumentarcev, sem jih šel malo prelistati. Ja. Zdaj, odkar sem v Kranju, tega ni toliko, ampak je bil zdajle je bil za Veliko noč, je bila Ruanda. Smo delali, kako so delali zdravstvene domove, pa porodnišnice in tako naprej. Veliko slovenskega denarja je šlo v razvoj zdravstva in šolstva, tudi šole. Potem za Božič pa Burundi. Tako da tudi zdaj si vzamem kakšen cajt, če me prosijo, da grem delati kakšen dokumentarce. In to je najbrž nekaj čist drugačnega zate kot snemalec. Moraš seveda toliko obsežnejši material, hkrati si na enem nepoznanem območju, nisi samo poročevalec, ampak si rahlo tudi raziskovalec. Ja. Nekako si tako predstavljam v bistvu delo direktorja, pa še direktor fotografije si. Nisi več sploh snemalec, si direktor fotografije. Ja, mislim, da se tehnika itak razvijala v to smer, da je fajn, če imaš še dron zraven, pa če imaš še drugo kamero, pa še to, pa Tako da tehnika se tudi razvija, hkrati so pa tudi zahteve vse večje. Ne? Boljšo kamero, boljšo sliko, boljšo vse prinesti domov in se prilagajati terenu, ki ni tako enostaven. Ne? Že do njih prideti je težko, ne? Ker ceste niso tako kot le pri nas. Ne? Sama jama, ne? Varianta. Ne? Potem, ko priješ tam v šolo, ni 100 otrok, ampak jih je 1000, ki ti skočijo v kamero in zdaj umiriti to. Ampak toliko energije, ki ti jo oni dajo, toliko veselja, toliko ene pozitivne energije, ki imajo te otroci, pa nič nimajo. Ne? Nič nimajo, imajo pa veselje. To priješ domov bolj bogat, kot pa ne vem iz kjere, ne vem, iz Amerike ali pa tlele iz Evrope, ko je že večkrat ta populacija zelo starejša. Imaš že naslednjo destinacijo? Ne, zdaj se že večkrat umirjam, vidim luč na koncu, namreč meni se že 40 let in spis že mi je pošlal že nekaj, ne, tako da, ampak pustimo se presenetiti, ne vem še. No, ampak rekel si, ne, prideš vesel, pa poln energije, hkrati pa strašansko utrujen, ker to je. Ker teren je vse krasno. A si kaj videl? Ker si bil po svetu? Samo takole malo biti skozi... Tisto, kar je videla kamera in tisto, kar je prinesel nazaj kot posnetek, dejansko tako izgleda. Ja. Fizično si zmatran, padeš dam in si mrtev. Ne? Ampak ja, so pa druge zadeve, bolj bogate. Marjeta, kako se sama spominjaš teh terenov pa snemanj v neznanih krajih? Je to nek poseben izziv za novinarje? Ker jaz imam občutek, da... Ja, je, no, seveda je. Jaz recimo tudi, ko sem šla prvič v Himalajo, sem imela snemalca, pač prijatelja, ki je bil snemalc. In tako da sem šla prvič v Himalajo tudi s kamero, pa sem nekaj naredila, ne? Tudi dokumentarc potem. Tako da je, ne? Zanimiv. Ne vem, sem se vmes zdaj spomnila, da sem bila na olimpijadi, na olimpijskih igrah 2004 v Atenah. Pa sem si zapomnila nič kaj dosti. Razen tega, da je bilo v mestu strašansko, da je bilo v Atenah strašansko vroče, da je bil v press centru, tisto ABC-jo strašansko veliko hišo so postavili, pa niso bili ti deski razni, da je bilo strašansko mrzlo, ne? Da si skoraj bundo rabil, da si hotel vsake uro ven tekel, malo se ogret, pa nazaj noter. To, da recimo, ja, da nekje na enem koncu v Atenah praktično delaš, ne?
pa smo nekaj delali, na kar pridemo v tisti desk in preberem na računalniku na STA-ju, da so v Atenah protesti. Če kakšni protesti so, pa smo bili, mislim, če smo sred mesta, ne? Kako? A ne? Tam piše, da so v Atenah protesti, a ne? Sredi mesta, pa kako, če smo mi sredi mesta? Pa ne veš, a ne? Tako da jaz sem, ko sem bolj pridna, sem zelo veliko delala takrat, a ne? Jaz sem vsak dan po en prispevek vse naredila, ali pa vse, tako da so v Ljubljani rekli, da se pa malo umiri, ni treba toliko delati, tako da sem imela ne 2 dni, celo 3 dni kar fraj. In da nisem sama po Atenah hodila, sem kolega Juriča, ki je bil tudi, sem rekla, veš kaj, jaz imam toliko robe, a ne, razno, da jaz rabim še en kufer, in potem sva sredi Aten kupila en kufer in potem sva s tistim kufrom hodila na oglede, v muzej, pa vse spomenike sva si ogledala s tistim kufrom. Tako sem si zapomnila. Je pa tako, ja, ko greš na teren, tako službeno, a ne, če delaš, če si dober novinar, ali pa če si dober snemalec, če si ta prav, potem zelo malo vidiš drugega, kot tistega, kar delaš, in na smrt utrujen prideš nazaj, šele pol, ko pogledaš vse, kaj je bilo, pa tako naprej, a ne. Jaz sem že videla, recimo, da sem 1000 fotk posnela, recimo, pa sem je gledala šele čez kakšen mesec, a ne. Tako da ja, je fajn, vidiš svašta, ampak je pa tako, no. Hvala, ker si omenila Himalajo. Zdi se mi tudi, da bi rad izpostavil to tvojo afiniteto do narave, do gorništva, do hribov. Zakaj, kaj je bilo tisto, kar te je mogoče vleklo tja, in da si tudi v bistvu to nekako povzela kot tematiko za prispevke, za dokumentarce in tako naprej? Ne vem, jaz sem, pravzaprav tako je, v družini nihče ni hodil v hribe, a ne. Jaz sem imela, mislim, da v 5. razredu, 5. razred, ja, razredničarka je bila hribovka in smo imeli neke planinske izlete in tako naprej. In tam me je prijel in potem seveda nimaš ne ruzak, sem prisilila, da so mi ruzak kupili, ne. No, in potem so eni neke, še iz časa, ko so ljudje v hribe v pumparcah hodili, ne, in potem sem rekla, no, to pa takih grdih, nekih žametastih pa ne bom imela, in sem starega očeta našopala, da mi je iz enih starih kajbovk odrezal in mi jih naredil. Skratka, da sem bila taka, da sem bila frajerka, a ne, da sem bila tudi v hribih frajerka. No, ampak ja, no, to me je pač potegnilo. Ja, jaz sem rada v hribih, sem veliko v hribih, veliko sem splezala, veliko sem videla in mi je bilo, no. Potem se je, ne vem, pa sem pa po mojem, da že zelo, sem na Dnevnik prišla, mislim, da leta 97, sem bila že preko hiši na RTV-ju, na sam Dnevnik, pa mislim, da 97. in se mi je naredil, da je po mojem zelo hiter v njih prvih 3-4 dneh, da je bila nesreča nekje kje pa je že bilo? Tako da moja prva reševalna je bila kakšne 3-4 dni po tistem, ko sem začela na Dnevniku delati, slučajno na enem snemanju v Kranjski Gori, in so bili helikopterji in vse, bilo je pa v Hudičevem žlebu gor in to je bila že moja prva reševalna akcija, potem je pa šlo to naprej, no. Pa bolj mi je bilo tako, sicer sprva mi je bilo to zanimivo, ne, pa fajn se je s helikopterjem voziti, takrat smo se še lahko kdaj, ne, zraven basali, ampak pa mi je bilo že bolj v tem smislu, ker je bilo res toliko enih na nek način, ok, saj je nesreča se zgodi vsakmu, pa kjerkoli že, a ne, ampak so bile kakšne take neumnosti tudi, da so mi bili prispevki bolj se mi zdelo nujno jih delati, zato da ljudi upozoriš, lej, ne se hecati, ne. Dejansko še malo te preventivne vloge zraven. Igor, še eno vprašanje imam zate, povezano z podobno, kot smo zdaj z Marjeto govorili, kar se tiče neke afinitete do hribov, ki jo potem preneseš tudi v svoje profesionalno delo. Se mi zdi, da je pri tebi podobno. Ena stvar mi je šport, ki nekako imam občutek, sploh nogomet. Zdaj sem bral, da ste na Gorenjskem glasu Južnoafriško republiko svetovno prvenstvo 2010 naredili neko prilogo. Domnevam, da je to ideja, ki je zrasla na bolj kot ne
bom to razložil. Ja, to je fina stvar. Sam nekaj bom še spomnil, ko je Marjeta rekla, da ima to kovčke polne vedno. Ne vem, ste opazili to, da ima ona vsaj 30 različnih barv bund. Ona v Planič zjutraj ima zeleno bundo, popoldne ima rdečo, naslednji dan ima modro, isti model. Ampak se meni enkrat razložila, ki jih napavlja. Danes smo oba zelene. To, ko polhnih kufrih. Ja, da drugače je pa... Ta svetovno prvenstvo. To je tako, v enem obdobju, prišel en komercialist, ja, to moramo eno dobro prilogo narediti gor dol, naša Vilma za šport je imela ful dela, drugega, ne, rekla, pa fuzbal mogoče malo bolj zanimivo, pa so rekli, jaz, pa tako je zdaj urednik Simon Šubic, rekel, to mi do prilogo naredila, mi do fuzbal vladava. In sva res naredila super prilogo. Jaz sem najdel enega Alžirca, ki so naši s prvo tekmo z Alžirci igrali, on je neke gesla fuzbalska, na te lokalne tekme hodil. No in tudi, recimo, jaz sem najdel pri Šenovem gledališču, v tistem času je še igral Primož, kako se že piše, zdaj v mestnem gledališču igra, takrat je v Kranju igral. Pekart. Ne. Bezjak. Ne, Bezjak nimam. Pirnat, ja. Pirnat. Bravo, hvala. Pirnat. Primzi, no, bomo jaz rekel, tako so mu rekli v gledališču in on je zbiral slikce, tako kot jaz. In so pol menjala v teatru, jaz pridem dol, menjala zamenjava in tako gor dol. In smo tudi izmenjavo slikce naredili. To je bilo tisto prvenstvo, ki je Primzi kupil pol tudi en velik projektor, da ste vi lahko v PGK-ju med vajami gledali. Da se je dal gledati tako, da se je dal gledati. Zdaj sem se spomnil te anekdote, hvala. Ja. Takrat, v Južni Afriki so takrat igrali, ja, tako. Drugač pa tudi tereni, no, ona dva pač imata več terenov takih drugačnih, pa nas je teren od Jesenic, od Kranjske gore, od Rateč pa do Medvod, pa Žirov, pa do Kamnika, ne. Tako da je ta teren veliko manjši. Odnos do gora, mi dva so z očetom veliko hodila, z mamo tudi skupaj, no, pa pol z očetom sva dosti, vsako leto sva šla na pohod v Dražgoše, ker je bilo očetu fino. Ne, imaš Čepul. Pa mogoče sem bil tudi za varstvo, da sem na očeta pazil, pa sem bil 10 do 15 let star že. No, ampak zdaj pa že 17-18 let hodim vsako leto z večno mladimi na stol in vedno tudi poslikam gor, malo napisam že časopis, tako drugače, ker je Parjato je tam predsednik že toliko časa, no, tako da in je to kar fino, no, in je taka fina druščina, nas gre gor in to opravimo. Ne. Triglava pač nimam, ne, žal nisem nikoli šel na Triglav, smo prišli, ne vem, smo še šli s kolegi, na faks smo hodili, 3 smo bili kopati v Bohinjski jezer, ura je bila 12, no zdaj pa pejmo mi gor. Ne. In smo šli čez Komarčo gor, prespali na Sedmerih, pa smo prišli na Planiko, pa bil pa tako slab vreme, da smo šli dol. In nismo šli na Triglav. In še zdaj, in to je bilo že. Ampak to so pametne odločitve planincev, ki se morajo potem vrniti ob lepšem vremenu in enostavno nekoč se bodo stvari poklopile. Tako. Igor, še eno vprašanje moram vezati na tvoj rojstni dan. To je bil prvi članek, ki sem ga našel o tebi, v bistvu, ki ni bil vezan na stvari, ki si jih ti napisal ali pa fotografiral. Je bil, da si praznoval Abrahama, to je bilo pred letos bo 10 let, ne? Ja, pusva zdaj ta del. Ampak tisto, kar me je zanimalo je, če si takrat dobil eno fajn darilo, ampak v članku ni bilo napisan kaj. Dobil si neko darilo, zato ker si velik ljubitelj glasbe, predvsem rokovske, in hodi na koncerte, na kar so mislili sodelavci ob izbiri darila. In pol je slikca tebe s kolesarskim dresom Gorenjski glas. In sem si rekel, čakaj malo, to ni ta daril. A se spomniš, na kateri koncert so te poslali? Kako pa tle naredimo, da elektrike zmanjka? Čeprav tisto je bilo tisto za 40 ali za 50, sem dobokrat za darilo električno kitaro. No. Poznam akorde, v ACDC bi se hitro lahko kaj naučil tako. Ampak nikoli ni časa, pa živimo v bloku, imamo sosede, da jaz tam zdaj ružim s kitaro. Tako da je pa kitara še vedno doma in čaka na nek upokojitveni čas. Takrat pa me ne briga
ne sosede, ne nič, jaz bom svoje špilo. Ja, drugače pa leta tečejo. No, rojstni dan moj je na en datum, zdaj so časi taki, kakršni so, drugačni, ampak je to na en dan, ko je v Rusiji, v Moskvi vsako leto parada, ne, ker to je dan oktobrske revolucije, ne, z malo zrmikom v november. Pa padec berlinskega zidu, a ni? 9. november. 8. ali 9. Mislim, da je 9. No, jaz 2 dni prej, jaz sem 7. Pardon. No in v bistvu imam zmeri parado v Moskvi, sam nisem nikoli šel. No, tako da, ne, nisem. Tudi Moskva mi manjka, pa bi rad šel. Tereni so pa taki. Moj teren, recimo, jaz sem nekaj potopisov, potem v časopisu tudi pišemo, s Pačkom smo veliko potovali, pa to smo šli tudi v Ukrajino pred 2007, se mi zdi. In je tam pač razneslo mašino. In kaj zdaj, na jok? Kaj narediti, ne? Kolega znaš rauhati, jaz ne. Pokličemo na konzulat pravi, ja, se imamo enega Slavkota Finka, ki je blizu Lvova doma, mi smo se peljali Kijev Lvov, tam nekje vmes. Je počelo, blok motorja je počel. Ja, nič, bomo se mi to pozanimali, ja, no in jaz pokličem mojega brata, kam greš ti, kaj delaš v soboto, prav, ja, Rusko kapelco grem slikati, on je tudi fotograf, takrat je še tudi pri Gorinskem glasu delal, zdaj ne več. Rekel, daj, če imaš čas, pojdi v Stražišče po eno mašino od Diane, pa če bi pripeljal v Ukrajino. No, pa je šel v Stražišče, pa je narožil mašino, motor, ne, in jo je pripeljal čez. Takrat v tistih časih je bilo treba še imeti dogovor na mađarsko-ukrajinski meji Čopal, kako se tam reče. Se je konzul zmenil s policijo tam na meji, aha, plavci, Trojen, C5 bo pripeljal, ja, v redu, kar pejte naprej, usluga za uslugo. In sta tako s kolegom, brat ni sam vozil, še sovoznika, sta pripeljala mašino, ta Slavko Fink, ki pri Lvovu živi, on je slučajno avtoprevoznik, mehanično delavnico imel, že takoj poslal tega nakladalko, da je nas je naložil, pa nas je Ukrajinc pripeljal tja in smo lepo tam zamenjali mašino. Pa smo šli še na Češko, pa tako malo naokoli še, no, pa domov. Tako da, in to sem jaz v potopisu pisal in se mi zdi, da so tudi na tehničnih to videli, kdaj so rekli, a to spa ti, ne, kar nekaj let pol so zaposleni nama, da jo videli, da je to tip z belmu s Pačkom, z rožcami. Kaj je treba reševati v Ukrajini, kam motor blokiran? Ja, ampak to so take zgodbe, pa smo preživeli, no, nekako, sej hudo. Najbrž bi bil potopis ful slabši, če tega ne bi bilo. A bi sploh bil? A to je ono, da mora umetnik trpeti, da kaj dobrega napiše? Jaz mislim, da je nekaj na tem. Da mora suffer biti, okej. Super. Jaz imam za vas še par kratkih vprašanj, ampak najprej bom dal tudi priložnost še občinstvu, če smo slučajno kakšno vprašanje spregledali, pozabili, če bi kogarkoli še kaj zanimali. Zdaj je priložnost, da zastavite vprašanje. Drugače pa bom še dal priložnost za to. Silvo, zate imam eno najprej nalogo. In sicer jaz, ki sem raziskoval glede tebe, me je res presenetilo to, da imaš neko posebno afiniteto in pa povezavo z Belo krajino. Lahko lepo prosim od zdaj naprej na to vprašanje odgovarjaš v njihovem narečju. Ker bojda, ko prideš v Belo krajino, kljub temu, da si celo življenje na Gorenjskem, te v trenutku zanese in govoriš v njihovem narečju. Kaj je z Belo krajino? Praviš, da imaš en kup, praviš, da ni gučaš, ja. Praviš, da boš imel tam veliko konjičkov in stvari, ki jih boš še počel v prihodnosti. Ne pozabi na Belokranjsko. Tle ta gorenjski izrek je težko preklopiti. Jaz preklopam, ko pridem čez Črmušnice na ono stran, takrat je klik. Tako da čip, nekako ne gre mi tukaj to. Ne moramo ustvariti atmosfere. Okay. Jaz tudi rabim tam nekaj časa, tako da se pol uživim sosedi. To tu, po telefonu, če me gre. Aha, pol me posluša. Ti ne razumem. Ne poslušam, ampak ja. Ja. Zakaj Bela krajina? Bela krajina, moji starši so iz Bele krajine, oba oče in mama sta iz okolici Dragatuša, se pravi ta teritorij. Ko sem malo raziskoval moje korenine, tam že 18 stoletje je ta plav Z, je tam Dobliče,
izvira Dobričica in napaja celo Belo krajino, tista voda. Tam je tudi najbolj vroče, tam 40 stopinj polet, ne, vinogradi, to. Tako da tam imamo mi, se pravi, nekako sem bil soustanovitelj pri izviru Lahinje, je ta kmetija, kjer izvirajo moje korenine, in to je krajinski park Lahinja. Smo ga ustanovili z namenom, da bi malo ohranili to naravo, ki je, da ne bi samo kmetijstvo zorali in konc, ne, ampak da bi dejansko ta Lahinja naredila en rezervat za živali, za ptice in tako naprej. In se gremo mečkaj tega naravovarstvenega, ne, polet, kadar imam cajt, sem tam zelo angažiran z raznimi aktivnosti, imamo tudi slikarsko kolonijo, pa potem za otroke imamo počitniške delavnice. Pač moj dopust je tudi delaven, ni samo roke, noge narazen, ampak dejansko je bolj, ja. Ja, sem že hotel vprašati, a veš kdaj, a se kdaj zgodi, da nimaš načrta za naslednjih nekaj ur? Najbrž ne. Zelo okupiran. Kratko vprašanje, kaj ima snemalec vedno pri sebi? Ja, kamera, mislim, zdaj res. Poleg kamere? Ja, se me tudi ne prepoznajo skoraj, ne, če nimam kamere v roku, kako neki ti manjka. Ja, je kar. Dejansko kamera. Ja, me poistovetijo s kamero. Še kakšna taka stvar, kaj sem se spomnil še eno reč, ki vem, da vedno je bil snemalec ful hvaležen, če si jo imel pri sebi. Točen to, Marjeta. Marjeta ve, bel papir. White balance. Bel papir, white balance, nujno. Zdaj se to poenostavlja. Zdaj je to že drugače. To so mečken. Ja, pa z leti imaš rutino tudi tako, vidiš kakšna svetloba. Ja, ampak v štartu je bilo tako. Super. Marjeta, kaj mora imeti v bistvu novinar vedno pri sebi, ko je na terenu? Papir pa svinčnik. Dejansko je to, ne? Ja, jaz imam še zmeraj papir pa svinčnik. Tako da ja, jaz ne rabim, pa ne znam, pa se nikoli ne bom naučila po telefonu, ne vem, pisati, brati, pa še nekaj. Meni je nespoštljivo do ofa, da si predstavljam, da bi ga lahko napisal na tole. Ja, enostavno ne gre, mora biti napisan z pisavo. Ja, to je to. Super. Vendarle rabiš, ker nikoli ne veš, saj imaš mikrofon, pa tako naprej, pa telefon rabiš tudi, pa na filan mora biti, zato ker ne veš, kdaj bo, pa v torbi mora biti svašta, ker nikoli ne veš, kdaj se bo šiht končal, pa kaj se ti bo vse čez dan zgodilo. Pa za vsak slučaj se moraš, ne glede na to, če greš tudi samo v pisarno nekaj zmontirati, se je dobro spodobno obleči, ker nikoli ne veš, kje pristaneš. In to je ta odgovor tudi Igorju, zakaj je treba imeti več različnih barv, tudi če je podobne jakne. Igor, samo da veš. Ja, to je, ker lahko se ti kjerkoli zelo hitro, ne vem, zgodi. Ne vem, greva z enega z Bohinja do Kranja je danes že cel projekt, ker se že 6-krat na Bledu ustaviš. In tam se marsikaj lahko zgodi. Tako da, če drugega ne, vsaj na papir si lahko napišeš, pa poveš, kaj je. Super, se totalno strinjam s tem. Igor, kaj je tisto, kar mora imeti novinar, tudi po tvojem mnenju, vedno pri sebi? Aha. Telefon, ti zaupaš ti nič več ne pišeš. Včasih imam jaz zmeraj torbo, pa en blokac, pa pol si kaj kdaj zapišem, ampak več ali manj pogovore posnamem, izjave posnamem na mobitel, fotografira fotograf, če ga ni za eno sliko, ponovadi to sam delam nekega umetnika pred sliko, to lahko, da pa zaradi ene slike fotografa ne kurmo, ker so pri nas zdaj trije vsi dobri in imajo vsi veliko dela, tako da in vse sem noter spravim. Dostikrat pa nekakšno stvar vzamem takole, recimo, če bi jaz zdajle prispevek od tega delal, bi imel komp sabo, pa bi tipkal, ne vmes. Tudi, ko je recimo shod Mus na Kranjskem pri nas, je ta kulturen dogodek, ko Prešernov nagrajenci, ko so v Prešernovem gledališču, jaz sem zmeraj komp, pa tam tipkam.
In To si je pač to. iz tega pol naredim. No. To so časopisni novinarji. Potem, ko doskrat razmišljam Ja. na dogodku, kaj je to fora, da gledam, pa ful enih ljudi ima računalnik pred sabo, pa sem nekaj se kar tipka. navadil, relativno hitro, Pa si mislim, vse je ful napak, ampak noter, ampak je razumljivo si. Mislim, boljše je, če si tipkam, ker če bi vse to pisal, enkrat sem tam v Polanski dolini na vas, grem eno šolo, so imeli podružnično šolo, obletnico in jaz si tam pišem, kaj so otroci razlagali. To je bila še una analogna doba, si pišem, pa in otrok pa, kako ti tako grdo pišeš, a sploh znaš brati za sabo? Pogledam, ja, pa res nisem počenil vse, ne? Jaz zelo grdo pišem drugače. Tako da je ta komp zelo fajn, no? Ga zelo uporabljam. No? super, sem hotel iskati neko filozofsko povezavo med tem, da je mogoče novinarjem, ki ste pri časopisnih hišah, toliko lažji bil preskok iz pisalnega stroja na telefon, medtem ko je mogoče novinarju bilo pa ves čas treba nekaj pisati. Ampak ne vem, če je kaj na tem. Ne. Hodil sem, zvesta analognemu. Katero napako na terenu narediš najpogosteje? Po moje to, da hočem vse prebeležiti, tudi kaj, kar je pol nebistvenega. Zdaj to je lahko napaka, ampak običajno, jaz delam intervju 1,5 ure, nikoli nisem delal intervjuja s človekom, da bi rekel, se zdaj imam pa jaz že dost, pa grem. Ne. Mogoče zadnje vprašanje ali pa dva neseta cel intervju, ga naredita boljšega. In jaz, zdaj je to napaka, jaz sem se tako navadil in tako tudi delam. No. Odviška glava, kakor pravijo. Ne boli. Mi spet več časa porabim in tako, ampak vse jaz to delam. Imaš pa to srečo, da pri tebi ni Silvato na drugi strani, ker meni se je dostikrat zgodilo, da je kakšen snemalec prišel na konec pa rekel, lej, naslednjič, ko boš toliko časa spraševal, mi prej reč, jaz bom dal to na stativ. Tako da ja, dejansko je bilo. Silva to naprej lepo naredi in ve, da ti kar sprašuj, bom jaz že prekadriral. Dolgih intervjujev. Tudi pri nas fotografi dostikrat naredijo, opravijo posel in grejo na drug teren, tako da niso vedno do konca z mano. Tako da to je čisto razumljiv in vsak svoje delo opravi. Marita, tvoja najpogostejša napaka na terenu? Je kaj tacga? Jo, je kaj, recimo... Pazi, blizu si, prej smo se pogovarjali o gradbincih. Ja, mislim, da. Ne, da včasih, ne, na gradbišče sem pa prišla v takih štiklih. Tako, ne, to zdaj niso, ampak res v takih štiklih. To zna biti mogoče ena od teh, ampak domnevam, da ni pogosta. Oziroma... Ne, to ni bila, je pa, malo so se mi smejala, tisti direktor, ki se je izogibal na tistem gradbišču, se je dolg čas izogibal, dobila izjavo in potem sem pa zvedla, da pa je na tistem gradbišču in seveda sem bila neprimerna obuta za gradbišče, ampak sem vse šla tja. In potem so se tako čez šodr, pa čez vse gledala in sem se smahla, boš ti prišla. Sem bila, veš kaj, če je baba trmasta, je šla v štiklih po tistem, pa je izjavo dobila. Kaj pozabim? Kaj pozabim pravzaprav? Ker nekoga sprašujem in tako naprej, imam v glavi tisto, kar mi odgovarja, to v redu, tukaj vam odrezala, tole je povedal, še tole in potem seveda sem imela še kaj drugega v glavi, pa pozabim. To recimo, kaj pozabim vprašati. To je res, pa najhujše mogoče... Se Silvo ve. Ja, sej, pol v montaži, pol čarava. Aha, to sem ga pozabila vprašati. Jaz pa tudi sem pozabil mogoče kakšno stvar še posnet, kakšen detalj, ki ti pride prav pri montaži. To se pravi še kakšen detalj, ja. Vedno smo jih pol iskali, dej počasnejši, dej tam ga obrn, pa zrcal, pa se ne bo videl. Ja, veste, teh rezov, ki človeka popravimo, da teh ki jih imamo veliko, se vidiš, tudi jaz govorim velikrat, in čas nas prigana, hočemo to ven vršt, in potem moraš z ničim pokriti. Ponovno so kakšni detaljčki, taki untri. Vedno ti manjka en kader, ja. Slike zmer manjka. Človeka, kako posluša in ne govori, recimo, ta del je bil vedno, zmer je prav prišel.
kakšno informacijo, če jo ne dobiš, če pozabiš vprašati, počakaš do petka, imaš pa v glasu. Vega, kako je prodajno takoj nastavil. Bravo, Igor. To sodelujemo, drugače. Mi smo tako res friendly, res smo kar povezani. Ja. A je kakšno vprašanje strani publike? Aha, izvolite. O tem to ni mogoče ve več, kot jaz, ampak jaz ne bom rekel, da jaz sem optimist v življenju, ampak sem pa hkrati tudi realist in ne vem, če se bo to zgodilo zelo hitro. No. Najprej je treba kino nazaj dobiti, a ne. Mene je veliko ljudi spraševalo, kaj je s kinom gor, da informacij je malo morje krožalo, takih drugačnih, preverjenih, polpreverjenih, nepreverjenih. Jaz mislim, da je najemnina tam zelo draga in je ta obupal, no, ker je pač to v najem imel. Je pa vedno tako, ne, vsak prav, to se jaz spomnim s cajtov mojega prijatelja Aligatorja, ki je na koncerte vozil. Ne, kino, to moramo imeti, ja, to moramo imeti. A pol najboljši filmi hodijo po 5 ljudi visi v kinu. Halo? Kje so zdaj vsi tisti, ki pravijo, moramo imeti? Tako je on s kartami. Ne, na Stonse pa gremo, seveda gremo na Stonse. Nabav 5 avtobusov, mu eden ostane prazen. Kolikrat so mi do karte po Mihnu prodala, tiket, tam pol, ne. Tako da to je tako. S Kraftom, žal, no, mogoče ti veš več. Mislim, da si zelo dobro povzel vse, kar se tiče tega, da res dokler nimamo niti nekega mestnega kina, ker Kranj je eno od redkih mest v Sloveniji, ki nima mestnega kina. Mislim, da jih je 42 v Art Kino mreži Slovenije. Jaz v zadnjem letu sem prepotoval, mislim, da vseh teh 42 in je kar mečkem bizarno, ko prideš včeraj sem bil v Žalcu, ki ima fenomenalno kulturno dvorano za 418 ljudi, kjer potekajo koncerti, predstave, razstave, you name it. In si rečeš pač, Kranj tega nima, ne. Sicer tudi Celje nima, tudi Maribor nima, tako da s tem se to lažem, ampak ni fajn. Hvala za vprašanje. Še kakšno? Aha, izvolite. Postavite vprašanje. Imate kdaj občutek, je konec odgovora, pa kaj mi ta človek govori? Jaz bom vmes kimal, pa me zanima, kakšen je odgovor. Marjeta, oziroma... To je zelo dobro vprašanje. Marsikdo dostikrat ne pove nič ali pa pove isto, kaj je že 5 prej povedal. No, zato jaz osebno zelo narad delam intervjuje z ljudmi, ki so tako medijsko eksponirani, da v tistem tednu dajo 6, 7, 8 intervjujev. Zmeraj isto povejo. Tudi če ti nekaj drugače vprašaš, to, ko bi ga pritisnil, to isto pove, kaj na en drug vprašanje kolegov povedal pred enim dnevom. No. Tako da to se dostikrat dogaja. Ne. In pol še vmes pod vprašanja dajemo in tako. Bom pa rekel tako, no, jaz iz lastne izkušnje, jaz že nekaj let se sploh z intervjuji, jaz mislim, da intervjuje še kar solidno delam, no, da mi to kar gre. Jaz intervjuj jemljem tak, ko imam res dosti prostora, da je to kot en talk show, malo tekmujem z elektronskimi mediji tukaj. Ne vem, zdaj pred časom sem delal s Petro Puhar, ona se je zelo odprla v Kranjčanki in je veliko povedala o sebi, o svoji družini, o tem, da je bil oče župan. In za Kranjčanko jaz zato rad tudi delam intervjuje, ker se lahko tikam, razložim, zakaj se tikam, ker smo prijatelji. In se lahko pohecam, lahko poduhovičim, in on je tam prav, ja, da je bil en ded Adam, jaz neceno vprašanje, sem rekel, pa ne un z jabolkom, ne, to je bil en drug Adam. Pohecamo se vmes, in da tako, da lažje branje teče, da se malo preseka in tako naprej. Je pa tako, no, se pravim, ti kulturniki so kar posebni ljudje, veliko povedo in nimam toliko, vse imam izkušnje take, da enak povedo, ampak v glavnem so kar raznoliki, no, kar mi všeč. Jaz sem še stara šola in se na vsak teren, če se le da, pred tem pripravim. Tako da natančno, da vem, kaj grem delati,
s kakšno vsebino, da imam tudi vprašanja za ljudi pripravljene. Ne? Pa en okvir prispevka imam že tudi v glavi, ali pa vsaj na poti, ko nekam grem, da ga imam v glavi. Ja, en scenarij približen imam. Ne? In natančno vem, ker se pač pripravim, vem, kaj bom kakšnega človeka vprašala. Ne? Mislim, in ga vprašam. In če ne odgovori, jaz vprašam tudi 4-krat, eno in isto. Pa kdo bo prej nehal, a ne? Mislim, a ne? In toliko časa, da tisto imam. In ko sem včasih tako zelo vesela, tudi na glas povem, bingo, hvala, dosti imam, a ne? In ga tudi že nekam narabam, sem že dobila tisto, kar hočem imeti. A ne? Ampak ja, je pa mnogokrat, a ne? Mnogokrat je. Pa skozi več je takih ljudi, ki filozofirajo, pa govorijo, pa nič ne povedo, a ne? Lažje kulturnika ali politika. Jaz moram sicer samo še odgovoriti delno na vas dati pod vprašanje. Se mi zdi, da se dostikrat, vsaj meni se je, moram priznati, kot novinarju zgodilo, da sem kakšno vprašanje zastavil, pa sploh nisem vedel, kaj hočem točno vprašati. Sam nekako sem hotel žogico dati na uno stran mize in pol kar pomoliš v mikrofon in upaš. Tako da mislim, da se za obe strani zgodi. Ja, meni, mislim, jaz sem leta tudi politiko delala, že samo politiko, ne samo državno ali pa to, ne samo tole lokalno. Pa ker več delam nekulturnih stvari, imam več težav s kulturniki, a ne? Jih imam, ja, priznam. Tako da, tle že, a ne, tle že nam. Večkrat jaz ostanem brez teksta pri kulturnikih, kakor pa pri tehle klejih. Se že zmerno. Obvladaš. Ja. Super. Hvala za vprašanje. Še kakšno? Ja, seveda. Kaj bi pa mogoče rajš pustili, da bi ostali, koliko je bilo časa? Super, ful dobro vprašanje. Silo, kaj bi pa, ja. Mislim, eno tako razlika, moj predhodnik je bil Tine Golob, znan snemalec na Gorenjskem, dopisnik. On je posnel tisti prispevek na kamero, dal kaseto šoferju na avtobus. In tista kaseta je potem z možnostjo teksta od novinarke bil zataknen v kaseto, kako je treba zmontirati, in je šlo to v Ljubljano in tam je kurir prevzel in potem se je tam zmontiral po tistih navodilih, ki so bila napisana. To je bil en način, ne. Zdaj, to, kar imamo mi, ki moramo v bistvu na eni osebi je bistveno več, da naredi, ne, je več opravilen, več možnosti tudi, da kaj zamoč, ne, ker je pritisk velik in časoven, vsi hočejo zdaj imeti že objavljen, se je bilo že vse na telefonu, že vse objavljen, kaj pa vi čakate, ne. Ti hočeš pa kvalitetno nekaj skupaj spraviti, je pa večkrat več časa rabaš vse, ne. Televizija. Pa oddaje šele zvečer, ne. Ja, pa oddaje zvečer, pa tako, ne. Zdaj pa eni že vse piše, ne. Ja, malo pritiska je, malo je hektičnosti in časi so se spremenili, no. Tudi že čist to, da nekam greš, recimo v vrtec, ne moreš več normalno iti snemati, kot se včasih, ker dovoljenje moraš imeti, moraš v šolo, moraš imeti dovoljenje, ne. Pa delaš pozitivno zgodbo, recimo otroci delajo čestitke za mamice za 8. marec, ti nimate dovoljenja ven in so jokali, ker niso mogli nastopati, ker jim starši niso dovolili. Ta internet pa te zadeve so majčkeno tudi nam otežili delo, ne, ker nismo več, tudi mi nas jemljajo v isti koš z internetom, ne. In
Ja, zanimivo, da v bistvu, blogerji, ne, kar ni res, ne, to je popolnoma druga. zanimivo, da in razvoj tehnologije in konkurenčnost sta zdaj dve stvari, ki si jo izpostavil kot pozitivni in negativni Ja, lahko. ja. Dejansko je spet Plus minus. plusi in minusi. Ja, ja. Super. Marjeta, podobno vprašanje. Ja, se to je, v bistvu danes je lahko vsak novinar, a ne? To je to, a ne? Ne sami, ki smo tukaj, a ne, tudi vsak tam na cesti, zato ker s telefonom takole naredi in je povsod objavljeno, a ne? Ti si podpisana. Ja, jaz sem pod to podpisana, a ne? Ja, mene za vsako vejico lahko kdo ganja. To je to, a ne? In vse to je tudi objavljeno. In za mnogo ljudi vse to velja za sveto, pa ni važen. Brez podatkov, brez česarkoli, brez ozadja, ne? To je to. In to je v bistvu največja žalost, a ne? Jaz sem res še stare šole in mi je to v bistvu hudo, a ne? Jaz se ne glede na to, da delamo od jutra do večera, pa je to dan na dan in tako naprej, da si sit že vsega, a ne? Da bi kdaj že imel tudi, da pa kdaj že tudi, ne vem, ob 3 popoldne nekaj jedla, a ne? Pa nam ne rata. Ja, veš, to pa vseeno se potrudim, da naredim vse, da vse zbrskam, da imam vse podatke, da sva res do takrat delaš, v bistvu iz spoštovanja tudi do sebe, ta prva stvar do sebe, ker sem jaz nazadnje podpisana, predvsem pa do vseh gledalcev. Prisiljeni so plačevati RTV prispevke, ne? Tako da, lej, to je to. In to v bistvu to kar boli, no. Tega ni, a ne. Res, tega ni in to se mi zdi, da je v redu, tehnologija, krasno, vse, zdaj že vsi, a ne. Prej smo na avtobus dajali kasete, pa ne vem še kaj, zdaj po luftu ali pa ne vem po čem odleti v Ljubljano, a ne. Ampak tle pa je velika razlika. In se bojim, da tudi v novinarskem cehu grejo stvari malo navzdol. Igor? Ja, dejansko se... Dejansko se mi zdi, no, da v bistvu mi se zdaj malo borimo tudi proti lažnim novicam, ne, konec koncev. To je taka poplava tega, ja, nekdo, ne vem, zjutraj slabe volje vstane, na nek blog napiše nekaj, nasuje v živo, niti tudi jaz sem že padel v nemilost na portalu nekem in človek se sploh ni pozanimal, mene ni noben nič vprašal o tem, pa sem bil nasajen, a ne, kar je grdo, no, mislim, a ne, to ni okej, a ne. Je pa drugače, kar se tiče tehnologij, mislim, na našem časopisu, tisti, ki delamo na našem časopisu, ki smo ostali na našem časopisu, smo vsi eni delavci. Mi res veliko delamo, mi imamo 30 edicij, delamo nekaj, pišeš, dej, a si ti Lučanko že naredil? Ja ne, zdaj za glas delam. Dej, prej stisnem Lučanko, pa to, lej, moramo oddati. Ok, ja, pustim tisto, začnem to, a ne. In pač ko je, no, se pa malo zorganiziraš, pa malo se naučiš tega. Tako da preveč je dela, včasih bi si zaželil, da bi imel cel teden časa in intervju delati. Najbrž bi ga pa naredil v zadnjih 2 dneh, ali pa v zadnjem dnevu, ker sem se tako navadil. Ampak v zadnjih 4 urah, a ne. Konec koncev tudi najboljši režiserji v gledališču ta zadnji dan naredijo največ. Ja, pred dobro je treba deadlineom. počakati, no. Jaz sem v 10. zmerjena z montažo, kar pomeni, da jaz ob 4:30 vstanem, potem spijem, tako naprej, potem se ob 5 usedem za računalnik, pa spacam, pa sem 10:07, imam vse narejeno. To je ta delovni workflow, ki ga imamo več ali manj vsi, ampak ponavadi je za novinarje, jaz mislim, da kar deadline nekaj najboljšega, kar obstaja, oziroma stvar, ki Zelo strinjam. spodbuja kreativnost, definitivno je ne uničuje. Še kakšno vprašanje? Aha, seveda. Glede na to, da smo bili prej pri razvoju tehnologije, kako pa si razlagate to, da je pol še vedno časopis ostal, pa da se še vedno bere? A zato, ker so pač
bo to s temi generacijami nas, ali se bo kaj drugega pretransformiralo, ali koliko časa bo časopis še aktualen? Jaz nekako lahko praktičen primer povem. A ne. Pri nas še zmeraj delamo novinarsko. A ne. Naš časopis, jaz bom rekel, sem prav ponosen, no, ko smo samostojni. No. Nas ni še nekdo kupil. A ne. Ker drugače neki konglomerati, medijski mogotci vse živo pokupijo in pred časom, v času korone, zelo kratka anekdota, so bila žena v Murski Soboti, pri kolegici iz faksa, ki je na Pomurske vestniku delala. Njih je kupil nek mogotac, pravijo, ti kaj na teren hodiš? Seveda, sej, a ne, vaška kraljica, krajevna, to so naše novice, mi rekel vsako procesijo pa še pokrijemo in zato ljudje to želijo prebrati, da vidijo sebe, svojega soseda, kaj se v njihovim ožjem okolju dogaja. Nana prav, ta kolegica prav, joj, mi pa tako dežuramo za računalnikom, pa malo novice poberemo, pa to gor dol in to je to. Prav, jaz prav pogrešam teren. Pa Prekmurje je zelo veliko drugače. In Pomurski vestnik je tam nekam za jadro v take vode. A ne. No, se zdaj tudi pol izgubila službo, zdaj sekretarka Rdečega križa v Murski Soboti. No, tako da se mi zdi, da zato obstajamo, no, ker imamo tudi naročniki, sej vsako leto kakšen manj, a ne, ampak nismo tako padli kot ta veliki mediji, a ne, Delodnevnik in tako. Mogoče prav zato, ker lokalni mediji, lokalne stvari pokrijemo, tudi tisto, kar recimo one dva ne pokrijeta in nimata kam dati. Je pa res, te državne stvari, kar je z Ljubljane, to pomembne stvari, to vidimo na televiziji. In tudi to ljudje spremljajo po televiziji, profesionalno, tako ko se zagre. Lokalne stvari pa pač mi pokrijemo in jaz to, kar delam kulturo, meni je to super, ker lahko te lokalne umetnike, ki so vsi šolani umetniki, ki niso tako kareni, ali pa ljubitelji, prav vseeno, lahko od njih nekaj napišem. To je meni super. No. Super. No, tudi televizija se obrača na digitalne medije in tako naprej. Ne? Dejansko se... To je bilo nedavno sporočilo iz Ljubljane. Se spreminja, ampak hkrati smo že tokrat pokopali radije, pa časnike, Ja, pa vse vse to, in a ne, ugotavljamo, da vse bo preživelo, še posebej na lokalnem nivoju, kjer, tako kot Igor pravi, v Ja. bistvu je dejansko videti svojega soseda v časniku edino možno in hkrati nekaj, kar ti daje občutek ponosa. Še kakšno vprašanje? Mislim, da danes smo šli pa seveda. Ne, res, no. Prej, ko ste rekla, da lokalnih dopisnikov je skozi manj, vprašanje, kdaj bo televizija, ne, kdaj bo zaključila. Ko sem jaz začel delati na Glasu, smo delali nasprot sodišča, je bil tam Glas. Tam skozi z okna zgornjega sem gledal, so Domijo Rapo drli, pa so tam en blok delali. Ne. No, pa v mestnem času so ta blok naredili, smo se tudi uselili in Glas se je preselil tam, kjer je bila Gorenjska banka pod Nebotičniku. Se pravi 200 metrov, na drugih 500 metrov. No in potem, ko je šel Glas tam ven, je šel v sosedno bajto, hišo od tega bloka, se pravi Nazarjeva 3, Nazarjeva 1. Tako da, če je slabo vreme, v garaži in v copatih. Tako da zdaj, ko sta nekaj to omenjala, dopisništvo televizije je pa prav v našem bloku na Nazarjevi 3, tako da, če boste šli ven, prosim, sporočite, no, ja, da bomo Glas to tja šli pol. Ne bomo jih spustili ven, nikakor jih ne bomo spustili. Ne vem, Ne. če bo tako prišlo. No. Ne bo, ne sme, nikakor. Lej, malo počakajte še. No. Ne, je pa res, da... Jaz moram še 9 let delati. Jaz mislim, da znotraj tega, kar počnete vsi v vašem delu, smo vam lahko v bistvu Kranjčani res hvaležni, ker tudi jaz osebno po eni strani hvala, lahko rečem, Igorju za en kup enih priložnosti za res vrhunske intervjuje, tako kot je Igor rekel, on si res vzame uro pa pol cajta in njegova vprašanja nikoli niso ista. Mislim, da si edin človek, kjer sem govoril o ruskem nogometu, tako da res si me vprašal vse možno. Marjeta je, ko Marjeto vidiš na dogodku, pol veš, da si na nečem, kar je ful pomembno.
Jaz sem imel vedno ta občutek, mislim, da enkrat smo imeli premiero filma in jih 12 let nazaj v nekih piramidah in si prišla narediti prispevek takrat in jaz vem, da koliko je bilo naši celi ekipi, ki so videli, Marjeta je kle, to bo na RTV-ju zvečer. To je bilo nam vse, kar smo v tistem trenutku potrebovali, tako da hvala, ker se tako redno udeležuješ vseh teh dogodkov, da nam daš občutek, da je to res. Trudim se, ne, se moraš pravzaprav vsak dan sproti dobesedno boriti, ne, v Ljubljani, da spraviš, ne, da spraviš v program. Ne. Včasih se mi to najbolj tako, včasih se mi tako prav fržmaga. Kakšne jajca tam nekje, ne, z enega konca prodajo. Mislim, a to pa, ali pa narediš, ne, pa pol vse, jaz pa vseeno, če rečem, ne, ni treba. Pa če se mi zdi, da pa je treba, ne, da je pa prav, da pokažemo, povemo to, vse glih naredimo, ne, pa potem jaz sicer ostane tam na stelaži, pa pol kakšne 2-3 dni mečkan gricka tam zadaj, no pa lepo mi pa rečejo, da je bilo objavljeno, ko se zahvalijo, no, tako da sem vesela, ampak ja. In ne smemo pozabiti še na Silvota, ki je pa tudi v bistvu, lahko rečem, da vsakič, ko sem šel na teren in vedel, da bo Silvo moj snemalec, ali pa zvedel, da bo imel dopisniškega snemalca s Kranja, sem zmer praznoval gol, zaradi tega, ker s takim človekom iti na teren, ki bo s takim nasmehom pospremal delo s novinarja in hkrati obdržal neko atmosfero na snemanju na pravi, pozitivni atmosferi, to je bilo res nekaj posebnega. Tako da mislim, da smo danes zbrali Pa še nam je novinarja gledal krog, še zraven, a veš, koliko dobro sliko naredi. Tako da prav... Kakovost slike, to Hvala. definitivno. Hvala. Tako da jaz bi se vam v tej priložnosti še enkrat... Najbolj hvaležen sem takrat, kadar dobim od kakšnih ljudi zahvalo, kot ti rečejo, recimo od medicinske sestre, ko je imela blokado, ko ni mogla nastopiti, ko ni mogla reči te ene besede. Sem rekel, tudi novinarka je bila ena druga, pa živčna, pa in je bila naelektrenost, sem rekel, zdaj postavimo kamera ven, zdaj se pa najprej pogovorimo, kava, da, kaj bomo povedali, kva se bomo zmenili, kva bomo povedali. In potem se je to uredil, umiril, samo tisti, ki je mogel biti noter, se pravi jaz, novinar, in se je sprostila, odprla, povedala in kad ti pol čez en teden pošle, da je hvaležna, ne vem, za to, ne, gesto, da se je lahko umirila, da je lahko povedala svoje. Ni boljšega občutka. Če boste kdaj rabili kaj povedati v kamero, pa boste imeli slabe občutke, pokličite Silvota, Silvo bo znal to zrihtati. Zdaj si se Še enkrat hvala vsem trem, da ste se danes odzvali in hvala vam, draga občinstvo, da ste bili nocoj z nami. Hvala, pa lep dan še naprej.